Prav lepo pozdravljeni na današnji reviji otroških folklornih skupin Ringa Raja, ki jo kot vsako leto organizira Javni sklad kulturnih dejavnosti. Mladi folklorniki bodo s plesom, pesmijo in nasmehom oživili bogato dediščino naših babic in dedkov. Plesne skupine bo strokovno ocenila gospa Barbara Waldhüter, ki jo lepo pozdravljam. Lepo pozdravljeni. Pa začnimo. Kot prvi bodo na odru mlajša otroška folklorna skupina osnovne šole Starše s koreografijo Mi se z vlakom peljemo. Folklorna skupina na osnovni šoli Starše ima dolgoletno tradicijo. Delajo v okviru razširjenega programa pod imenom Ljudsko plešem in pojem. Vsako leto z veseljem sodelujejo na prireditvi Preko polja gre pomlad na območnem srečanju otroških folklornih skupin v Mariboru. Lahko se pohvalijo tudi z uvrstitvijo na regijsko srečanje Ringa Raja v letu 2024. Današnji nastop je šele drugi v čisto novi kostumski podobi, saj so v tem šolskem letu dobili nove kostume oziroma noše, na kar so še posebej ponosni. Videli bomo plesa Zibenšrit in Šotišpolko, pesem Bo moj očka ima konjička 2, spremljali jih bodo David Hovnik in Vita Hribernik na violini, Žana Muršec s klarinetom in Martin Burulič in Martin Vauch s harmoniko. Vodi skupine in avtorici odrske koreografije Liljana Polajžar in Metka Vauch. Dobro voljo
Zadnji bodo iz otroške folklorne skupine osnovne šole Tabor 1 v Mariboru s koreografijo Na paši. Otroška folklorna skupina na osnovni šoli Tabor 1 v Mariboru deluje že 17. leto. Učijo se o naših šegah in navadah, pojejo ljudske pesmi, se igrajo stare igre in tudi zaplešejo. Letos v skupini pleše 19 otrok od 1. do 5. razreda. Videli bomo plesa Starinski mak in Poskakačo. Na harmoniki bo mlade folkloriste spremljala Adriana Trtinek, s flavtico pa Neža Verdonik. Vodi skupine in avtorici odrske koreografije Adriana Trtinek in Zvonka Klajnšek.
na odru male plesalke in plesalci otroške folklorne skupine Osnovne šole Janka Glazerja in vrtca v Rušah. Ta bo... Ja, letos bodo že 21. na reviji otroških folklornih skupin. Skupino sestavljajo otroci iz vrtca in šole. Preko igre spoznavajo, odkrivajo in se učijo novih vsebin, ki so bile bolj žive v preteklosti. Pomembno je, da otroci ob tem uživajo, so sproščeni in razigrani. Ponosno in uspešno se vsako leto predstavijo v domačem kraju na območnih, regijskih in včasih tudi državnih srečanjih. Njihova koreografija danes je Katarina Barbara. Le kdo ne pozna otroške pesmi o Katarini Barbari, ki je čuvala svoje putke? Pridno jih je hranila in varvala, pa vseeno se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Le kdo je zagodel? Je bila to lisica ali je bil to jastreb? Plesa, ki jo bomo videli, bosta Šotiš in gospod Gospa. Spremljali jih bodo Gašper Glazer na klarinetu, Erik Glazer na harmoniki in Kristina Vauch na violini. Vodi skupine Anita Vauch in Simona Waldhütter, ki je tudi avtorica odrske koreografije.
Pričakujemo folkloriste iz osnovne šole Fram s koreografijo Jaz sem muzikant. Folklorniki osnovne šole Fram obiskujejo interesno dejavnost tretje šolsko leto. Vaje imajo v dveh skupinah, prvi in drugi razred ter tretji in četrti razred. Obe skupini se med šolskim letom udeležita različnih prireditev tako v šoli kot v svoji občini Rače Fram. Ob koncu šolskega leta pa pripravijo prireditev z naslovom Noč folklore, katera je v okviru občinskega praznika namenjena vsem občanom. Za ohranjanje slovenskega ljudskega izročila so izrednega pomena ljudski godci, ljudski plesi, ljudske igre, kostumi. Zavedanjem, kako pomembni so ti elementi, so pripravili koreografijo z naslovom Jaz sem muzikant. Plesa, ki jo bomo videli, sta Križana polka in Rašpla, glasbena spremljava Miha Kropec harmonika in Špela Kolar klarinet. Vodja skupine in avtorica odrske koreografije Maša Stres. Didle, didle, didle,
Folklorno skupino osnovne šole iz Lovrenca na Pohorju sestavlja 26 deklet starih od 7 do 13 let. Nekatera dekleta se s folklorno dejavnostjo ukvarjajo že vsa leta šolanja, spet druga so se skupini pridružile letošnje šolsko leto, tako da se vsako leto znova oblikuje nova skupina. Na srečanjih spoznavajo stare igre, ki se jih igrajo, pojejo ljudske pesmi, se učijo razne prstne igre, zbadljivke in šaljivke, seveda pa veliko časa tudi plešejo. Njihova koreografija nosi naslov Na planincah. Na planincah je vedno luštno. Medtem, ko so fantje odšli na pašo, dekleta pripravljajo malico. Žal pa so se s plesom zamotile in vse skupaj zažgale. Ostal jim je še ples, s katerim bodo pozabile na nesrečo v kuhinji. Plesa bosta požugana, oziroma plesi požugana, rašpla in polka, na kitari Jože Čučko, harmonika Rene Črešnar, vodja skupine in avtorica odrske koreografije Natalija Kraner. Ker si žgance zažgala, boš roke križ držala.
Otroška folklorna skupina Kuč študent Maribor, ki jo bomo videli kot naslednjo in sicer starejšo otroško folklorno skupino, deluje že od leta 2010 in predstavlja najmlajšo sekcijo Kulturno-umetniškega društva Študent Maribor. Pri tej starejši skupini plešejo otroci v starosti od 9 do 12 let, ki so že osvojili prve plesne korake, skupina pa se predstavlja predvsem s plesi iz območja Štajerske. Danes se bodo predstavili s koreografijo z naslovom Dekle je pralo srajčki 2. Pranje perila je bilo zraven likanja včasih eno izmed najbolj pomembnih dekliških opravil. Kadar pa so se v bližini pojavili fantje, so dekleta hitro pozabila na svoje delo in našla čas tudi za igro in ples. Plesi, ki jih bomo videli, bodo Štajriš, Krajc polka, Rašpla in Haloška polka, glasbena spremljava David Hovnik, Kristina Vogrin in Matevž Kulovec z violino, Žana Muršec in Ota Brlogar s klarinetom in David Kohek s harmoniko. Vodja skupine Lija Javšnik, avtorja odrske koreografije dr. Aleksandra Petrovič in Marko Pukšič. Dekle je prala srajčki 2, na
Začeli smo danes z mlajšo folklorno skupino osnovne šole Starše, zaključili pa bomo starejšo skupino, ki vsako leto tudi z veseljem sodeluje na prireditvi Preko polja gre pomlad na območnem srečanju otroških folklornih skupin v Mariboru. Z veseljem pa se kot domačini odzovejo tudi povabilo na Regratov cvet, mednarodni otroški folklorni festival, ki vsako leto poteka v Staršah. In tudi za njih velja, da je za njih današnji nastop šele drugi v čisto novi kostumski podobi. Videli bomo koreografijo Preljubi Šentjanžek. Plesi Kosmatača, Točak in Zagrebačke frajlice, glasbena spremljava Martin Burulic harmoniko, Vita Hribernik in David Hovnik z violino in Žana Muršec s klarinetom. Vodi skupine in avtorici odrske koreografije Liljana Polajžar in Metka Vauh.
Ja, res so krasni, ob koncu pa nam je ostalo še zadnje prijetno dejanje in sicer podelitev priznanj za to revijo otroških folklornih skupin Ringaraja. Prosim, gospod Nevo Kovačič iz Javnega sklada kulturnih dejavnosti, da se mi pridruži na odru. Pa. Najprej priznanje za mlajšo otroško folklorno skupino osnovne šole Starše prejmeta Lilijana Polavžar in Metka Vauh. Za otroško folklorno skupino osnovne šole Tabor 1 vodi skupine Adriana Pinek in Zvonka Klajnšek. Za otroško folklorno skupino osnovne šole Janka Glazerja in vrtca Ruše Anita Vauh in Simona Waldhütter. Za folklorno skupino osnovne šole Fram Maša Stres. Za folklorno skupino osnovne šole Lovrenc na Pohorju Natalija Kraner. Za starejšo otroško folklorno skupino Kuč študent Lija Javšnik. In pa za starejšo folklorno skupino osnovne šole Starše Lilijana Polajžar in Metka Vauh. Tako, dragi otroci, spoštovani mentorji, vsi v dvorani, iskrena hvala za druženje. Naj vam Ringaraja še dolgo odzvanja v korakih in srečno in nasvidenje do naslednjega folklornega srečanja. Hvala lepa.